Hojla, Maruša tukaj iz e-dogodek.si. Ravnokar obdelujem, pregledujem en načrt spletne delavnice, oziroma ne spletne delavnice, ampak spletnega tečaja za eno stranko, ki bo naredila zadevo tako, da bojo v bistvu njeni udeleženci, ki se srečajo sicer v živo na terenu, si bojo najprej pogledali določene teoretične zadeve na računalniku, to se pravi v spletni učilnici, tako da bojo imeli na terenu da bojo na teren že prišli pripravljeni z nekimi osnovnimi znanji in bojo lahko tam potem mečkano bolj, imeli več časa, da bojo lahko trenirali zadeve, ne. Skratka, že tukajle, kakor kažem tulele v temule, v teli lekciji, ki jo lahko vidimo na ekranu iz mojega sicer brezplačnega spletnega tečaja o načrtovanju online programov, je to tisto, ne, torej udeleženci grejo na izobraževanje zato, da dobijo neki rezultat, torej da znajo nekaj narediti, ne pa samo vedeti. Zdaj pa, kar sem pa v bistvu zdajle opazila pri tem načrtovanju, ne, in zato toliko velikokrat poudarjam, načrtovanje je res tista osnova vseh online programov in je res toliko ključna, da to naredimo, bom rekla, v tej prvi fazi pravilno oziroma kolikor toliko smotrno, zato da res naredimo tudi dobro učno izkušnjo za naše udeležence. Zdaj, jaz v programu Spletni edukator pravzaprav štartam s tem načelom, ne, to se pravi, da pravzaprav začnemo tako kot vsak dogodek ali pa vsako zadevo, začnemo najprej s tem, da imamo nek načrt, ne, skratka se ne usedemo samo za računalnik, pa kar nekaj snemamo, pa kar nekaj govorimo, ampak celotno učno izkušnjo dejansko opredelimo vnaprej. In tukaj je pravzaprav tisto, kjer se srečata potem pa tehnologija in pa vsebina. Namreč, kar sem pri tej stranki opazila, pri tej spletni edukatorki oziroma e-podjetnici, je to, da je pravzaprav, ko je naredila svoj načrt, ne, je naredila ime lekcije in potem je naredila, da v tisto lekcijo spadata dva videa. Zdaj pa, kaj to zdaj pomeni, ne? Tulele lahko vidimo, ne, recimo to sem zdaj torej v moji spletni učilnici, tale zadevca tukajle, to se pravi teli naslovi, glavni naslovi so tako kot eni naslovi v knjigi, to so poglavja oziroma v spletnem izobraževanju jim rečemo moduli oziroma pač sections oziroma pač sekcije oziroma nekatere platforme tudi rečejo chapters, skratka poglavja in tako naprej. In to so res dejansko samo naslovi, bom rekla, poglavji. Potem se pa dejanska vsebina se pa nahaja tukajle noter v tehle lekcijah. In zdaj, če mi eno lekcijo tukajle pogledamo, bomo vzeli tole špelco pa metko pa mihca tukajle, bomo videli, da ta lekcija vsebuje v bistvu samo en video. Ne? To se pravi, ena lekcija ne vsebuje, zdaj včasih smo temu rekli, da ena lekcija vsebuje toliko, kot gre na en ekran. Ne? Danes moramo še to upoštevati, da so ekrani majčkeno manjši, ampak dobro, to je že druga tehnika, pa druga vsebina oziroma bom rekla, druga tehnika spletnega poučevanja. Kar želim pa tukaj predvsem poudariti, pa to, ne. To se pravi, ena lekcija nam predstavlja en video, torej dobesedno eno datoteko, ki smo jo posneli oziroma ki smo jo pripravili v obliki videa. Kvečjemu se lahko zgodi oziroma nam bo večkrat zgodilo, da imamo tukajle mogoče še kakšen pripis zraven, ne, tukaj lahko vidite, je poleg videa še pripis oziroma nekaj teksta in pa spodaj recimo imam primer tudi, kjer imam vklopljene komentarje, pa recimo tulele primerček, kjer je pa še celo več teksta, ne, še majčkeno več teksta. V nekaterih primerih se zna zgoditi pa tudi to, pa zdajle, če sem čisto iskrena, se ne spomnim na pamet, če je kje kakšna priponka oziroma priloga, ne, tulele lahko tudi vidite, primer je lahko tudi neka druga vsebina, skratka ni treba, da je to samo video. Lahko bi bil tudi recimo PDF dokument, pa zdajle res tukajle v temle tečaju se zdajle ne spomnim, ker sem ga že delala kar nekaj let nazaj, pa kljub temu, da sem ga delala nekaj let nazaj, mislim, da 4 leta nazaj, je še zmeraj veljaven in živ in aktualen, ne. To je tudi pač ena od stvari, zakaj nam je pomembno, da se teh spletnih tečajev oziroma online programov lotimo, bom rekla, majčkeno bolj strateško, ne. Tako da saj pri spletnih tečajih za samostojno učenje si mogoče vsake toliko časa vzamemo, pa je treba majčkeno
pogledati, če so vsebine, mogoče kje še kaj dopolniti ali kakorkoli. Pri vodenih online programih, ne, kjer pa v bistvu pravzaprav gremo zmeraj z neko skupino skupaj skozi, si pa lahko majčkeno več svobode privoščimo, ker lahko sproti potem v vsaki izvedbi še kakšno stvar popravimo, dopišemo ali pa celo priposnamemo, preposnamemo ali kakorkoli. Tukaj je zdaj še to, da zaključim v bistvu tole, da ne bo predolgo. Kar je poanta, zakaj zdaj torej samo ena lekcija oziroma ena lekcija vsebuje en video. Prvič čisto iz te uporabniške izkušnje, ne, skratka, udeleženec lahko mimogrede spregleda, da se pod tem videom nahaja še en video spodaj. Zato sem tudi jaz recimo pri stažu, tudi če imamo, če nek PDF dodajamo, da ga po možnosti dodamo tako, da je res viden in je tudi PDF dobesedno kot ena lekcija zase. Aha, evo, klele ga imam primerček, sem se glih kar spomnila. Skratka, tukaj je PDF prav dejansko viden, skratka, da ljudje lahko vidijo, da res ne spregledajo tistega enega majhnega linka v spodaj pod kakšnim videom. Če pa že je, pa seveda tukaj le res pripišemo, da naj si naložijo video, ki je spodaj, ne video, ampak PDF priponko, ki je spodaj. Torej, to je prva stvar, to se pravi, da res ne spregledajo kakšne vsebine, ki se nahaja še pod tem videom, tako da če vidite, ne vem, če delate spletni tečaj, pa da imajo na eni strani, ne vem, 10 videov, je to totalno skregano s kakršnokoli logiko spletnega izobraževanja. Druga stvar je pa tudi to, da če pogledamo zdaj tukaj v našem meniju, v udeležencu, ne, zdaj meni pa klele gor piše, da sem 100% opravila, ne, sem bila toliko pridna, dejansko je pa to tako, da v bistvu, ko udeleženec štarta, ima tukaj le napisano 0% opravljeno. In vsaka lekcija, ki jo opravi, in če se dosledno drži tega, kakor pač je treba v posameznem sistemu zaključovati lekcije oziroma jih označevati, da so narejene, recimo na primeru Teachable to pomeni, da je treba klikati zaključiti to lekcijo in nadaljuje na naslednjo, bo imel tukaj le pokljukano, ne, tukaj zdaj lahko vidite, takole ima potem pokljukano, katere lekcije je že opravil. In kaj bo to pomenilo? To bo prvič pomenilo v tem smislu, da bo on imel tukaj lepo napisano, koliko procentov je že opravil, pa konec koncev te procenti oziroma odstotki niso niti toliko pomembni, kolikor bolj je pomembna ta uporabniška izkušnja, torej ta tehnična izkušnja, da ko se naslednjič vrne, bo sistem prepoznal, to se pravi, to je poanta learning management sistema oziroma teh spletnih akademij in spletnih učilnic, da dejansko prepoznajo, kje je udeleženec nazadnje ostal in ga vržejo na tisto točko. In zdaj, kaj se bo zgodilo? Kaj bi se zgodilo, če imamo mi tukaj le 10 videov pod eno lekcijo, njega vrže na tisto dotično lekcijo, kjer je pač 10 videov, in spet med tistimi 10 videi brska, kateri je bil ta prav, pa do kje ga je pogledal in tako naprej. Ne? Ker nekateri sistemi si sicer zapomnejo tudi to, na katerem delu videa je ostal, nekateri sistemi pa tudi ne. Tako da iz tega vidika dajte se res držati tega, ne? To se pravi, da ko delate strukturo bodisi spletnih tečajev za samostojno učenje ali pa nekih vodenih online programih, kjer je del ali celotna vsebina posneta in naložena v spletne učilnice, pomeni ena lekcija, pomeni en tip vsebine oziroma pač en video, pa mogoče nekaj teksta ali pa en PDF dokument ali pa ena mogoče fotografija, ki si jo mora, ne vem, dol pobrati ali pa pogledati ali pa nekaj z njo narediti in tako naprej. Skratka, nikakor pa ne več kot en video na eno lekcijo. Toliko za enkrat en tak hiter nasvet, več in pa bolj konkretno pa seveda v programu Spletni edukator, kjer dejansko skupaj delamo te načrte in seveda ne samo pač in se ukvarjamo tudi s tem, kako bo zadeva stala in izgledala v online okolju, ker namreč ni dovolj samo, da vsebino posnamemo in jo pripravimo in posnamemo, ampak jo moramo tudi naložiti in znati upravljati in bom rekla tako strateško oziroma tako enostavno moderirati in upravljati. Po drugi strani pa seveda znati tudi suportirati, komunicirati in motivirati udeležence na daljavo.